V tem posnetku bom pokazala, kako naredim en brezšivni pattern, vzorec, seamless pattern, ga kličejo v angleščini, s pomočjo mojih ilustracij in Canve. Uporabila bom ilustracijo, ki sem jo naredila na tablici iPad z aplikacijo Procreate, narisana prostoročno, zelo enostavno, ena hobotnica, ki sem jo duplicirala 3-krat, malo spremenila barve, dodala nekaj dodatkov in je ratala ena taka luštna ilustracija. No, pa pojdimo v Canvi. V Canvi naredimo nov dizajn, kateremu damo velikost 4000 krat 4000 pikslov, zato da bo dovolj velik. Ko smo v dizajnu, si potegnemo noter v Canvo tole našo ilustracijo, jaz jo imam že tukaj. Nato gremo na elemente in se premaknemo čisto dodol do grids. Jaz imam Canvo v angleščini, zato govorim v angleških izrazih. Nisem jo še naštimala v slovenščino, pa jaz se pač boljše znajdem v tej. In tukaj bomo uporabljali tele dvoje, tegale, ki je navpičen in tega, ki je vodoraven. Prvo bomo uporabili tega, ki je vodoraven. Kliknemo na njega in gre noter. Tukaj moramo najprej tole belo črtico tukaj umakniti. Naredimo tako, da gremo na spacing in imamo tle čisto na nulo in te bele črtice več ni. Ko smo to naredili, se pomaknemo nazaj tam, kjer smo dali našo ilustracijo in jo pomaknemo v prvo okence zgoraj. In dvakrat kliknemo na njo, zato da se nam cela odpre in jo tako pomaknemo čisto navzgor in damo tle narejeno, zato da se shrani. Isto naredimo z spodnjo, ampak spodnjo premaknemo čisto navzdol. Že tukaj se vidi, da če bi spodnji del in zgornji del obrnili in dali skupaj, bi ratala tista ilustracija odprej, torej šivček brez šivna, kako se temu reče, ne? Zdaj bomo pa tole ilustracijo bomo potegnili dol in sicer damo download, pustimo PNG, damo pa transparent background, za tole potrebna Canva Pro. V brezplačni Canvi se ne da za transparentnim ozadjem potegniti. In jo damo dol. Ko smo jo potegnili dol na računalnik, jo uvozimo nazaj, tole drugo ilustracijo, jo uvozimo nazaj v Canvo. Je naš dizajnček. V našem dizajnu si nato tle odpremo novega in gremo spet v elemente, do grids in v tem, tokrat bomo pa uporabili tele navpične. Ponovno damo ta spacing stran in vzamemo tole drugo ilustracijo, ki smo jo ki smo jo naredili in jo damo najprej na levo stran in jo pomaknemo skrajno levo, nato jo damo še na desno stran in jo pomaknemo skrajno desno. In evo, tukaj se tudi že lepo vidi, robovi so lepo odrezani, da bo iz tega ratal en lep vzorček. Tole drugo sliko ponovno potegnemo dol, PNG, transparent background. Ko je še tretjo sliko naredimo, dodamo še nov dizajn in uploadamo tole tretjo slikico tudi gor. In sedaj jo damo v dizajn in jo damo čisto v zgornji levi kot in jo pomajšamo in nam linije kažejo, ko se naredi tale kvadratek, do kje gremo. Nato pustimo in tole podvojimo in jo samo premaknemo tako dol in v tle in še tako in imamo vzorček. Sedaj lahko tudi tega ponovimo na isti način
da tega potegnemo dol s transparentnim ozadjem in ponovimo in ga spet uvozimo, ponovimo cel postopek, ga spet uvozimo, naredimo nov dizajn in ga spet dodamo tako na 4 in bomo imeli še večji vzorec in še bolj na majhno. Tukaj jaz pogledam ponavadi še od blizu, če se vidi kakšna tale bela črta, pa se ne, na to tega tudi potem damo PNG, transparent, download in ga potegnemo dol in imamo nov dizajn. In na to še pogledamo, kakšen je naš vzorec in če smo zadovoljni, je to to.